Koroška cesta je že nekaj časa predmet debate, kako oživiti staro mestno jedro in poskrbeti, da prazni lokali ne bi več kazili podobe starega mestnega jedra. Občina je v večini že poskrbela, da lokali ob eni izmed najbolj prometnih cest niso več prazni, zdaj pa se je odločila, da po vzoru ostalih evropskih mest Koroško cesto od tržnice pa vse do krožnega prometa pri Starem mostu zapre za tranzitni promet. Glavni trg bi po mojem s tem pa pravzaprav šele postal to, kar je glavni trg. Ker šele, kako smo videli takrat za zaprtjem, glavni trg takrat šele zaživi in dobi svojo celovitost, ker trenutno je pač z ene strani omejen z prometom. Zaprtje Koroške ceste bi končno osmislilo staro mestno jedro in meščanom ponudilo razlog, da obisk središča mesta ne povezujejo samo z osebnimi avtomobili. Mislim, da bi meščani dobili eno super promenado, kjer bi se lahko sprehodili in mesto, to se pravi staro mestno jedro, bi se povezalo končno z Dravo tudi, ne? Tudi večina tistih, ki tako ali drugače službujejo tik ob Koroški cesti, njeno zaprtje pozdravlja in v tem vidi zgolj prednosti. Mislim, da pridobili, ker je vsakemu po mojem bolj v interesu sedeti zunaj pri kavici brez tega, da se mimo vozijo avtomobili in da potem pač voha te izpušne pline direkt. Zato, ker je preveč gost promet, preveč avtomobilov, mogoče tudi onesnaženost zraka je tukaj kar močna, ne? Mislim pa tudi, da bi se več pešcev oziroma več ljudi odpravilo v ta del mesta. It will be good if the Maribor Town Hall will close the street here, I think, for my opinion, because it will be like in the center, more people that can walk free without looking for the cars and stuff. That's, I think, will be great. Great idea. Seveda se najdejo tudi nekateri, ki jim zaprtje ceste zaradi njihove specifične dejavnosti ni najbolj po godu. Za nas ni v redu, mi bomo podjetje preselili na drugo lokacijo, ker brez dostopa stranke nimamo tle kaj delati, ne. Tako da. Veliko negodovanja iz strani meščanov je bilo tudi zaradi tega, ker naj bi zaprtje Koroške ceste popolnoma ohromilo promet v centru mesta. Razlogov za takšno mišljenje je veliko. To, da smo razvajeni, pa da uporabljamo svoj avto za vsakih 100 metrov, po drugi strani pa imamo tudi možnosti seveda obvozov na drugi strani reke Drave, koliko jaz vem. Kaže, da bomo Mariborčani v prihodnje morali za krajše razdalje pozabiti na komfort jeklenih konjičkov in lastno kondicijo vzdrževati s pešačenjem ter uporabo javnega mestnega prometa, če se sploh lahko še spomnimo, kdaj smo to nazadnje počeli.